prišli nazaj. Upam, da ste se vsaj malo podprli za nadaljne poslušanje in imeli priložnost poklepetati tudi s kolegi. Mogoče ste se v tem klepetu tudi pogovarjali o tem, da seveda Mestna knjižnica Ljubljana je velika knjižnica, ima veliko število zaposlenih in si to pravzaprav lahko privošči raznotere dejavnosti in tudi takole predstavitev. Pa jaz mislim, da bi si to lahko privoščile tudi manjše knjižnice, če bi določene storitve organizirali morda tudi na nacionalnem nivoju. Spletna stran je osrednja informacijska točka knjižnice. V letu 2016 beležimo 332 tisoč obiskov sej in uporabniki se na spletni strani zadržujejo vedno več časa. V zadnjih 3 letih nam jih je uspelo zadržati za celo minuto več, tudi zaradi novih vsebin. Pred 2 letoma je bila na aprilu 2015 infotočka e-gradiv javnih oblasti predstavljena kot zasnova. Danes nam bo Aleš Klemen, koordinator nalog območnosti, predstavil realizacijo infotočke, ki je kot referenčni vir na spletni strani dostopna uporabnikom knjižnice, hkrati pa je delovno orodje za uspešno delo knjižničarjev pri posredovanju informacij. Kako se knjižnica spopada z novimi družbenimi omrežji in kako nadgrajuje že obstoječe, za boljšo komunikacijo tudi s potencialnimi uporabniki, bomo izvedeli iz predstavitve Vesne Trobec, strokovne sodelavke za odnose z javnostjo. O novi, še povsem sveži personalizirani vsebini na naši spletni strani, ki lajša pot uporabnikom do točno tistega gradiva, ki ga iščejo, bo govorila Irena Bezlaj, urednica spletne strani. Izvoli, Aleš. Veliko zdrav, hvala lepa za besedo. Bo to takole slišal, zelo super. Kot je že Simona omenila, infotočko smo predstavljali že v letu 2015. Takrat še kot del zamisli v sklopu takrat veljavnega strateškega načrta, ki se je v lanskem letu iztekel. Takrat sem tudi že predstavil samo strukturo, kakšna zamisel je bila. Danes bi vam pa želel predstaviti, kako je zadeva v lanskem letu uspešno zaživela in pa morda še malo ozadja, kaj je bilo tisto, kar nas je napeljalo k temu, da v bistvu vzpostavimo infotočko oziroma vzpostavimo neko mesto, na katerega se lahko obračajo tako knjižničarji oziroma zaposleni v knjižnicah, kakor tudi uporabniki splošnih knjižnic, in za katero želimo, da postane neke vrste referenčna točka, na katero se obračajo uporabniki, pa tudi v bistvu vsi prebivalci, takrat, ko se želijo seznaniti z informacijami oziroma z nekimi viri, ki jim bodo pomagali preživeti v informacijski družbi. Zdaj, s to infotočko je povezanih več zadev, izpostavil bi mogoče Evropsko digitalno agendo z leta 2010 in pa njeno aplikacijo v slovensko družbo preko strategije razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija 2020, ki smo dobili 5 let kasneje, kot pa ostala Evropa, nekateri so bili tudi kasnejši. In v kateri je bilo nekje zapisano, kako naj bi digitalna družba v letu 2020 izgledala in katere so tiste storitve, ki nam bodo olajšali vsakodnevno življenje. Druga zadeva, ki bi jo izpostavil, je projekt, ki nam je nekako, ki je pripomogel k uspešni realizaciji te infotočke in sicer projekt, tudi jaz sem vključen v družbo preko e-demokracije, ki se je izvajala od leti 2012 do 2014. Bom nekaj kasneje tudi o tem spregovoril. Torej, že omenjena Digitalna Slovenija 2020 oziroma strategija razvoja digitalne družbe do leta 2020, kar je to že zelo blizu, je imela izpostavljenih kar nekaj ciljnih usmeritev,
Prvenstveno je bilo to izboljšanje digitalne pismenosti prebivalstva, izboljšanje kompetenc na področju e-delovanja, torej e-kompetence, e-veščine, potem odpiranje izobraževalnega procesa, tudi izobraževanje v elektronskem okolju, vseživljenjsko usposabljanje, potem dostop do storitev, olajšan dostop do storitev, ki jih omogočajo javni nosilci oblasti, tudi za specifične ciljne skupine, kot so manj izobraženi, starejši invalidi, neaktivni, in pa predvsem izboljšanje e-veščin za uporabo IKT-ja, se pravi informacijsko-komunikacijske tehnologije, tudi za nove digitalne zaposlitve, o kateri predvsem Evropska digitalna agenda veliko govori. Zdaj, ta digitalna agenda je predstavila nekaj kazalnikov, ki naj bi nekako merili uspešnost Evropske digitalne agende. Torej, tisto, kar si bodo evropski parlamentarci oziroma Evropska komisija, ko bo potegnila črto, kako uspešna je bila digitalna agenda, so si postavili nekaj kazalcev, preko katerih bodo ugotovili, ali smo že bliže digitalni družbi. In zdaj te kazalniki uspešnosti dobesedno predstavljajo tisto, kar bi morali mi z našimi uporabniki delati že danes. Torej, katere so tiste znanja, katere so tiste kompetence, katere so tiste znanja, ki jih moramo obvladati v prvi meri knjižničarji, zato da lahko ustrezno usposobimo tudi, oziroma lahko pomagamo našim uporabnikom. Omenjen projekt, tudi jaz sem vključen v družbo preko e-demokracije, v njem smo sodelovali v letih med letom 2012 in 2014. Sam projekt je vodil javni zavod Cene Štupar, Center za izobraževanje Ljubljana, saj tako se je takrat še imenoval. Šlo je pa dejansko za pripravo nekih vsebin, ki bodo olajšali integracijo tujcev, imigrantov v slovensko družbo. Takrat smo postavili 6 vsebinskih sklopov, tudi 5 vsebinskih sklopov v 6 izvedbah, in kjer smo dejansko razvili tisto, kar nam je bila zdaj osnova za infotočko. Zdaj, strateški načrt MKL je te usmeritve še, kako bi rekel, določil, se pravi, vsebinsko smo jih postavili, so pa usmerjeni v prvi vrsti za možnosti uporabe storitev v digitalnem okolju. Prva zadeva je, da omogočamo dostop do vseh relevantnih informacij, informacijskih virov, ki nam lahko pomagajo za lažje delovanje v e-okolju. Drugo je, da nam olajšajo, predstavijo, tudi, kako bi rekel, usposobijo ljudi, da bodo zmožni opravljanja upravnih postopkov, ki načeloma z njimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju, ampak v fizičnem, preko upravnih enot, preko javnih drugih nosilcev oblasti, kot so recimo občine ali ministrstva, drugi nosilci, in ki že omogočajo vsebine uporabljati v e-okolju. In pa seveda tudi osveščati ljudi, katere nove storitve bodo še prihajali. Seveda z vstopom novih storitev v ponudbo, potem tudi ljudi seznanimo in poskušamo tudi seveda usposobiti za njihovo uporabo. Potem pomemben segment je seveda spremljanje in aktivno vključevanje v formiranje politik, tako imenovan sklop e-demokracija, in pa seveda z uporabo storitev v digitalnem okolju so povezane tudi druge vsebine, na katere smo poskušali dati tudi malo več poudarka. Prva je to informacijska pismenost in pa varnost v digitalnem okolju. Vsebinski sklopi. Na naši spletni strani, takoj ko vstopite na, se pravi, www.mkl.si, smo poskušali čim bolj vidno izpostaviti e-gradiva javnih oblasti.
Vsebinski sklopi se delijo na tisto, kar nam omogoča osnovno delovanje v spletnem okolju in uporabo e-storitev. To sta sklop elektronski podpis in pa recimo spletno bančništvo. Druga so bolj specifične storitve in znanja, ki jih morajo obvladati uporabniki, takrat, ko želijo postati aktivno vključeni, tako imenovano preko e-demokracije, torej sklopa e-uprava in e-demokracija. Posebej smo izpostavljali, se pravi, informacijsko varnost, torej e-varnost. Posebej smo izpostavili vsebine naše širše domovine Evropske unije in pa še en sklop, ki je morda trenutno najbolj aktualen, to je pa e-zdravje. Pravi, to je vsebinski sklop, v katerem Slovenija najbolj nazaduje, dejansko na repu Evropske unije, torej digitalizacija oziroma informatizacija zdravstvenega sistema. Če ste malo spremljali če malo spremljate medije, potem ste najbrž slišali, da se tudi na e-zdravju nekaj premaknilo v zadnjih 2 letih, še posebej v zadnjem letu, predvsem z portalom Zavem, na katerem so združeni prvi 3 pomembnejši sklopi, ki so že, recimo, da delujoči, in sicer e-recept, e-naročanje in pa centralni register zdravstvenih podatkov. Zdaj, na tem portalu so zbrane vse informacije, ki naj bi olajšale delo uporabnikom, mi pa smo jih poskušali tudi na naši infotočki malo bolj plastično predstaviti. Zdaj, jaz za posameznih sklopov in posameznih področij niti ne bi podrobneje predstavljal, ravno zaradi tega, ker sem teh predstavitev že imel kar nekaj. Je pa res, da z infotočko, to je tema, o kateri bi morali govoriti vsaj kakšno uro, da lahko zajamemo vse segmente, da lahko predstavim dejansko vse vsebine, ki so tukaj gor predstavljene. Gre pa za predstavitev servisov, predstavitev informacij, kratko obrazložitev, zakaj, kje, kako se zadeve uporablja in pa dnevno nadgrajujemo z odmevnejšimi medijskimi informacijami za posamezne sklope. Načrtujemo pa, da v prihodnje bomo teh predstavitev še imeli še več, je pa res, da ta infotočka je v veliki meri vezana na naš učni center, torej se povezuje izobraževalni del, kjer usposabljamo ljudi, in pa v bistvu, bi rekel, teoretični del na naši spletni strani, kjer so izhodišča za delo z knjižničarji, za delo z uporabniki in pa neka informacija za delo. Hvala lepa. Vem, da je bilo to zelo na hitro povedano. Vljudno vabljeni na prihodnje predstavitve, kjer pa bo zadeva večkom bolj podrobneje obdelana. Hvala. Dobro dan še v mojem imenu. Jaz z vami želim podeliti izkušnje, ki smo jih pridobili v praksi z objavami na družbenih omrežjih. V bistvu se bom osredotočila na 2, in sicer Instagram in YouTube, ki sta mogoče med knjižnicami malo manj v uporabi, pa mogoče tudi malo manj znani. Še prej pa bi mogoče omenila, kaj so družbena omrežja. Družbena omrežja, nekateri jih imenujejo tudi socialna, družabna omrežja, so v bistvu pomembno orodje pri promociji storitev, idej in doživljajo v bistvu velik razcvet prav v zadnjih letih. To so aplikacije, spletne platforme ali strani, kjer ljudje navezujejo stike, se srečujejo, izmenjujejo mnenja, videoposnetke, glasbo. In zaradi izjemne priljubljenosti v bistvu družbenih omrežij raste tudi zanimanje podjetij, v našem primeru seveda tudi knjižnic, da preko njih predstavljamo svoje storitve ter vzpostavljamo komunikacijo z uporabniki, dodatno poleg spletne strani, ki je mogoče nekako prva informacijska točka za uporabnike. Zdaj, zakaj promovirati na družabnih oziroma družbenih omrežjih? Prvi razlog je mogoče ta, zakaj se je dobro pojavljati na družbenih omrežjih,
da uporabniki vedno pogosteje iščejo informacije preko spleta in družbenih omrežij. Kot primer lahko navedem nedavno raziskavo, ki jo je izvedlo podjetje Nina Media za mestno občino Ljubljana, kjer so v bistvu 1200 anketiranih oseb spraševali, kako dobro poznajo kulturne ustanove in njihove prireditve, ki jih pač pripravljajo, in kar 61% jih je odgovorilo, da v bistvu informacije o kulturnih ustanovah in informacijah iščejo na spletu, kar pomeni, da v bistvu klasični mediji že izgubljajo primat proti spletu, tudi če spremljate medije, vse politične debate, volitve, tudi že vojne se odvijajo na spletu, in lahko v bistvu odločilno pripomorejo k zmagi ali porazu. Naprimer tudi zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump v bistvu komunicira samo še preko Twitterja, niti ne prireja svojih tiskovnih konferenc, kot je bilo prej to v navadi. Zdaj, drug razlog, zakaj objavljati na spletu je, da omogočajo interakcijo z uporabniki. Zdaj, spletna stran je nekako pasivna, uporabniki samo pasivno dostopajo do te spletne strani, medtem ko družbena omrežja v bistvu omogočajo interakcijo, se pravi aktivnejšo vlogo uporabnikov, lahko pa dajo svoje mnenja, komentirajo ali pa ocenjujejo določene vsebine. In pa še tretji razlog je pa ta, da v bistvu se knjižnice počasi moramo seliti iz fizičnih prostorov tudi v ta virtualni prostor in gremo nasproti tistim, ki morda v fizično knjižnico ne bi nikdar stopili. Zdaj, preden vam predstavim ta 4 ključna družbena omrežja, mogoče še nekaj številk. Facebook je v bistvu najbolj priljubljeno orodje v Sloveniji in sicer ga mesečno uporablja 750 000 uporabnikov. Na svetovni ravni je Facebook seveda na prvem mestu glede uporabe, obišče ga kar 1,5 milijarde, se pravi 1,5 milijarde uporabnikov. Na drugem mestu je YouTube s približno enako številko, Twitter ima 400 milijonov uporabnikov, zdaj sledim pa že na 4. mestu Instagram z 275 milijoni uporabnikov. Zdaj, te številke sem vam podala zato, da pač dobite nekako vtis, za kakšne enormne količine to gre in v bistvu za tako potencialno bazo uporabnikov. Zdaj v MKL-ju trenutno uporabljamo ta 4 najbolj priljubljena družbena omrežja. Zdaj na slovenskem nivoju, med slovenskimi knjižnicami pa ima večina slovenskih knjižnic Facebook profil, Twitter približno 10 slovenskih splošnih knjižnic, le 5 pa Instagram, tako da je to mogoče ena priložnost, da se opogumite in začnete oglaševati tudi na teh profilih. Zdaj tukaj se na Facebooku pa Twitterju mogoče samo na kratko, kakšna je razlika med Facebookom in Twitterjem. Zdaj, Facebook je nekako spletna skupnost za povezovanje in komuniciranje s prijatelji, sodelavci, družino, ter omogoča nalaganje fotografij, videoposnetkov. Medtem ko je Twitter v bistvu temelji pa bolj na interesih, se pravi, kaj ljudje o neki temi mislijo, in gre za v bistvu pošiljanje in objavljanje zelo kratkih sporočil, to je 140 znakov, to je kot približno SMS sporočilo. Tako da ponavadi tudi na Twitterju sledi neka oznaka, hashtag, oziroma po slovensko lahko rečemo označevalec, ki jo postavimo na koncu in v bistvu poveže vse objave pod to oznako. Zdaj, Instagram temelji na objavah fotografij, zato v bistvu ta fraza bi rekla, da kar na tem temelji, Instagram, da slika pove več kot 1000 besed. Gre pa za uporabo in objavo, ki je zelo enostavna, fotografije so točno določenega formata, uporabljamo lahko zelo različne filtre. Tudi znotraj Instagrama obstajajo zelo različni
možne aplikacije, ki jih lahko uporabimo pri objavah. Lahko si zdaj pogledamo nekaj takih primerov. No, tole je naš Instagram profil. Na tem osrednjem delu je pač naslov, koliko je bilo objav, koliko sledilcev imamo in koliko pač mi sledimo drugima. Zdaj, tukaj v zgornjem je pač to naslovna stran, tukaj je srček pomeni v bistvu všečke. Če kliknemo, vidimo pač kdo vse nam je všečkal določeno objavo. Tukaj pa nekako iščemo po ljudeh, ki bi nas eventualno lahko zanimali. Zdaj, med slovenskimi moramo omeniti dva Instagram profila, ki sta zelo uspešna. Eno je naš predsednik države. Zdaj, Borut Pahor, vidite, ima 31 000 sledilcev. Zdaj, on je zelo priljubljen. Če si pogledate kakšne njegove zelo osebne profile, ni zagona brez naklona, ni strmina, ki ne mine. On zelo na simpatičen način objavlja v bistvu svoje fotografije in zato je tudi zelo uspešen, ne samo v slovenskem prostoru, ampak seveda tudi na tujem. Mogoče bi še omenila še enega. X Slovenija. No, ta pa ni ta prav. No, ta pa tudi ne bo ta prav. Skratka, gre za objave nekih slovenskih krajev, ki seveda so pa tudi zelo gledani in obiskani. Zdaj, če se vrnemo na naš no, med našimi, mogoče objavami, da omenim, to so v bistvu vse avtorske fotografije, se pravi ideja in fotografija in objava, to je vse. No, pri nas je bil zelo največ všečkov do zdaj dobila tale objava in sicer poznate Carrie Fisher. To je igralka, ki je pač ravno ob tej objavi v bistvu preminula, je pa to igrala princeso Leilo v Vojni zvezd. Nekako nam je uspela ta fotografija, se pravi, reče se v bistvu bookface ali po domače, ne vem, kako bi rekli po slovensko, knjižni obraz. Za sodelavko, s katero smo ugotovili, da sta si tudi zelo nekako podobni, tako da ta objava je bila recimo na našem profilu najbolj všečkana. Zdaj, kaj promovirati v bistvu na Instagramu? Karkoli si seveda lahko zamislite, knjižne novosti, gradivo, izdelke, publikacije, prostor, zaposlene pri delu, nekako ozadje knjižnice, se pravi službe, ki jih mogoče uporabniki ne vidijo in podobno. Zdaj na kratko, da omenim še YouTube. Zdaj, YouTube smo mi v bistvu ustanovili že leta 2009. Smo ga pa 2014 spremenili v kanal, ker smo ugotovili, da pač imamo precej slikovnega materiala, ki bi zasedal na naši spletni strani prostor in smo pač prenesli vse to na kanal YouTube-a in je na tak način seveda dostopen vsem uporabnikom. Razdelili smo ga na več področji, predavanja, okrogle mize. Trubarjeva hiša ima svojo tole vrstico, strokovna srečanja, projekti, koncerti,
Imamo tudi nekaj audio posnetkov. In trenutno imamo na YouTube objavljenih 376 posnetkov z 107 naročniki ter 10.367 ogledov posnetkov. Zdaj, uporabnost profila je pač arhiv, ko sem že prej omenila, preprosta uporaba, razvrščanje posnetkov glede na sezono predvajanj in datum objave, pa možnost naročanja uporabnikov, kar prej na ta profil ni bilo možno. Tako da, to je to z moje strani. So vsa vprašanja, seveda sem na voljo. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje smeri. Jaz sem Irena Bezlaj, sem urednica spletnih strani v Mestni knjižnici Ljubljana in vam bom predstavila danes zadnjo v tem sklopu, katero zadnjo novost smo naredili na spletni strani. To je napovednik priporočenega gradiva, na katerega se lahko naročimo, se ga popolnoma prilagodimo lastnim željam in potem ga prejemamo na elektronski poštni predal. Zdaj, e-novica oziroma napovednik že imamo za prireditve, oziroma smo ga omogočili že oktobra leta 2015. Na podoben način smo letos januarja pripravili tudi napovednik za gradivo, ki ga objavljamo na spletni strani. Oba napovednika omogočata personalizacijo. Pač teh novic, ki jih prejemamo v svoj elektronski poštni predal. Zdaj, kaj to točno pomeni? Jaz predlagam, da se kar pogledamo točno na spletni strani. Zdaj, na spletni strani do napovednika za prireditve bomo najprej pogledali, dostopimo. Tukaj gremo malo dol in vidimo, imamo napovednik, koledar. Spodaj pa gumb naročite se, tega kliknemo. In se nam odpre ta obrazac. Zdaj prijava zelo enostavno, pišemo ime in priimek, naslov, potem pa izberemo lokacijo dogodka, zvrst dogodka, vidimo, imamo različne tipe in ciljno skupino. Lahko se odločimo, da ga prejemamo na vsakih 7 ali vsakih 14 dni. Zdaj, zakaj nam je bilo to tako bistvenega pomena? Že pri prireditvah je bilo to ključno, ker mi dejansko objavimo na dan, oziroma imamo na dan 10,6 prireditev, kar pomeni, in to v 34 enotah, kar pomeni, da če bi nekdo hotel biti res na tekočem, bi bil kar zasut z odvečnimi informacijami, tako pa si lahko vsak posameznik določi res, kaj je tisto, kar ga zanima, na kateri lokaciji, kateri tipi dogodkov, tako da ima potem točno tiste informacije, ki so zaželjene in relevantne. Zdaj, napovednik za priporočeno gradivo smo delali na podoben način. Do njega dostopimo tudi z naslovne strani. Vidimo tukaj v desnem kotu zgoraj imamo predogled priporočenega gradiva in gumb pod spodaj naročite se. Tukaj. Prav tako kot za prireditve, tudi ta omogoča popolno personalizacijo, kar pomeni potem v praksi, da nihče ne dobi enakega newslettera, se pravi napovednika. Za vsak od vas, recimo tisti, ki niste naročeni, lepo vabljeni, da se naročite, boste tudi sami preverili. Vsak od vas bo potem dobil ta napovednik v točno specifični obliki, se pravi samo tiste stvari, ki si jih izberete. Zdaj vidimo, da obrazec je zelo podoben, ime in priimek vnesemo, elektronsko pošto, potem imamo pa 4 glavne kategorije, knjige, filme, glasbo in igrače.
Pri knjigah smo določili še 4 podkategorije: leposlovje odrasli, leposlovje mladi in leposlovje otroci ter stroka. Pri filmih imamo konkretne podkategorije, zdaj ne bom vseh naštevala, recimo tukaj si že lahko dobite že občutek, katere so. Potem imamo tudi glasbo, tako kategorizirano, in seveda igrače. Nujno je seveda, da zberete vsaj eno izmed kategorij oziroma podkategorij, kombinacija teh je pa seveda povsem poljubna in na vas. Tukaj imamo recimo malo redkeje, ne smo videli pri prireditvah je na 7 dni ali pa 14. Tukaj smo dali pa zaradi frekvence objavljanja, ki je malo manjša, na vsake 14 dni oziroma mesečno. Dajmo si še malo pogledati. Zdaj, priporočeno gradivo na spletno stran Mestne knjižnice Ljubljana objavljamo že 3 leta. Zdaj bo dobro 3 leta, odkar smo prenovili spletno stran. In v tem času bo narejeno res veliko delo, v katerem so sodelovali različni sodelavci, različne delovne skupine in zunanji izvajalec. Na spletni strani redno objavljamo priporočeno gradivo po izboru naših informatorjev. Trenutno je vsega gradiva objavljenega na spletu 3760, se pravi, če to številko preračunamo na en delovni dan, pride 3,7 enot objav gradiva na delovni dan. Tako recimo, če si predstavljate, prireditev je 10,6, tukaj pa 3,7 enot na dan. Je kar precej tega. In zato se nam je tudi zdelo smiselno, da pač obveščamo naše uporabnike preko novičnika. No, recimo, ekipa je bila kar precejšnja, če si pogledamo spletno stran, koncept smo pripravljali v delovni skupini za prenovo spletne strani, v kateri je pač 8 članov, bolj ali manj. Potem priporočila za objavo na spletni strani pripravljajo kolegi v delovni skupini za priporočanje gradiva, teh je 20 članov. In za objave in koordinacijo skrbi pač jaz, med drugim pa vodja službe za delo z uporabniki, Veronika Rijavec, Pobežin. Izvedba, prav konkretno za te 2 novičnika, je pa pripravil pač zunanji izvajalec. Smo pripravili z njim v sodelovanju. Tako še malo statistiko, če si pogledamo. Na spletni strani smo v letu 2016 beležili 750.000 ogledov spletne strani in, kot je že Simona prej povedala, beležimo tako porast števila obiska, kot tudi čas, ki mu uporabniki posvetijo ogledu strani. Med drugim sigurno tudi to prispeva priporočeno gradivo. Zdaj, če pogledamo, koliko je recimo naročnikov na novičnik za prireditve, teh 2900, priporočamo gradivo pa šele 96, zdaj mislim, da je ta trenutek, tako da lepo vabljeni ob tej priložnosti, da se naročite. Smo šele začeli s tem in upamo, da bo deležen lepega odziva. Zdaj število objavljalo, se tudi pogledate, koliko po posameznih kategorijah imamo neobjavljenih na spletni strani. Zdaj, tukaj na desni imate en predogled recimo enega takega novičnika v primeru, da bi se nekdo naročil na vse kategorije. Seveda pa, kot sem že parkrat omenila, je ta novičnik potem za vsakega specifičen. Na vsakem novičniku je potem tudi povezava do neke kategorije na spletni strani. Se pravi, kliknemo in nas poveže točno na spletno stran. Če še na hitro povzamem, se pravi, en novičnik dobimo na svoj elektronski poštni predal, enkrat na 2 tedna ali pa mesečno, odvisno kako smo zbrali.
naredi nek izbor gradiva, seveda, ki je za nas relevanten, tako da je v tem primeru povsem personaliziran in nudi povezavo do spletne strani. Tako da smo vedno na tekočem z njim. Hvala lepa. Srčno upamo, da bo 4. sklop novosti v mreži MKL postal stalen. Ker to pomeni, da bomo lahko vsaki 2 leti poročali o odprtju nove knjižnice. Skrbi in radosti ob nastanku nove knjižnice v Zalogu nam bo zaupala Marjetica Škrlec, vodja knjižnice Jožeta Mazovca. Izvolite. Dobar dan. Kaj storiti, ko se ponudi priložnost za novo knjižnico ali prenovo knjižnice? Take redke novice smo načeloma veseli, vendar to pomeni tudi za nas nalogo, da utemeljimo in čim bolje predstavimo ustanovitelju in financerju, kakšno knjižnico potrebujemo, kako to naredimo in kako sploh začnemo. Odgovor na to vprašanje je dokument, ki se imenuje idejni načrt in bo naše orodje skozi celotno obdobje priprave nove knjižnice, neke vrste poslovna ideja, ki jo od nas pričakuje ustanovitelj. Izdelamo ga zato, da v njem predstavimo sedanje stanje knjižnice in njenega okolja, potrebe in težave, obenem pa si zamislimo že tudi čim bolj konkretne rešitve. Novo knjižnico, ki bo bolje odgovarjala na nje kot sedanja. Namenjen je torej ustanovitelju in financerju kot utemeljitev, projektantu in izvajalcem kot napotek ter dolgoročno seveda uporabnikom in zaposlenim, ki bodo novo knjižnico uporabljali. Nekateri boste tako priložnost imeli mogoče enkrat v svoji karieri oziroma delovni dobi, nekateri mogoče nikoli. V Mestni knjižnici Ljubljana pa smo v obdobju 2010 do 2016 pripravili že 12 idejnih načrtov za naše knjižnice. Imamo namreč veliko knjižnic, torej tudi veliko pričakovanj. Dejansko so se 4 od njih že uresničili, torej smo privedli zadevo do izvedbe. Vzpostavili smo novo knjižnico v Zadvoru leta 2011, prenovili knjižnici v Šentvidu in Savskem naselju leta 2014 in selili knjižnico v Zalog na novo lokacijo v lanskem letu. Sklepate torej lahko, da smo ostale načrte naredili tudi že na zalogo, za knjižnice, pri katerih bi želeli spremembe. Dobro je namreč, da imamo podatke o vsaki knjižnici pripravljene vnaprej, da lahko v ugodnem trenutku hitro odgovorimo na poziv. Torej nekako nič nas ne sme presenetiti. In ustanovitelju dokaj hitro lahko predložimo idejni načrt, mogoče ga samo še malo osvežimo. Kdo naj se loti priprave idejnih načrtov? Idejni načrti vsekakor morajo nastajati s timskim delom za vsako knjižnico posebej ustanovljeni delovni skupini. V njej sodelujejo vodja oddelka za razvojno območnost, bibliotekar analitik, vodja območne enote, vodja krajevne knjižnice, vodja oddelka za informatiko. Ves čas sodeluje in aktivno svetuje tudi direktorica, kasneje pa tudi oskrbnik, oblikovalka signalizacije in po potrebi še kdo. Vodja delovne skupine izdela za pripravo načrta časovnico oziroma terminski načrt, plan, in določi poglavja načrta, časovne roke in zadolžene za posamezno poglavje načrta. Na začetku imamo lahko najmanj 3 različne situacije, mi smo se z njimi že srečali. Najlažja situacija je tista, ko dobimo novo pravilo v večji prostor.
ga opremimo glede na želje in potrebe. Selitev tako poteka z ene lokacije na drugo. Tak primer smo imeli v Zalogu. Za izvedbo težja je situacija, ko prenavljamo obstoječo knjižnico. Tudi če dobimo večji prostor, moramo v tem vmesnem obdobju gradivo nekam preseliti in knjižnico zapreti za uporabnike. Tak primer smo imeli v Šentvidu in v Savskem naselju leta 2014. Nekoliko teže je tudi vzpostavitev knjižnice tam, kjer je prej še ni bilo. To je pri nas bil primer knjižnice v Zadvoru, ki smo jo vzpostavili na novo. Tam je bilo prej bibliobusno postajališče, potem pa smo v prostoru nekdanje lokalne gostilne naredili novo knjižnico. Tukaj lahko vidite, tole je bila nekdanja kuhinja, zdaj pa je tak lep otroški oddelek. Za to knjižnico smo seveda morali zagotoviti knjižnično gradivo. To je en težjih delov, ker ponavadi to pripravljamo iz obstoječih zbirk. Za nadalje pa treba zagotoviti sredstva tudi za novo gradivo, ne samo za tisto, ki smo ga že prej imeli. No, struktura idejnega načrta je sestavljena iz dveh večjih delov. Prvi del je teoretični. V njem pojasnimo, zakaj je potrebna nova knjižnica ali prenova, kako se s tem uresničujeta poslanstvo in vizija Mestne knjižnice Ljubljana, opišemo okolje knjižnice in povezavo v njem, to imenujemo ekokarta. Poudarimo tudi, kar je posebnost posamezne krajevne knjižnice in to, kar smo s pomočjo komunikacijskega načrta izvedeli od krajanov. Tako določimo koncept knjižnice. Načrt ponavadi poimenujemo v skladu s tem konceptom. Naprimer, v Zalogu smo imeli že prej v knjižnici geološko zbirko, ki smo jo želeli v novi knjižnici posebej izpostaviti. Dali smo idejnemu načrtu naslov Zakladi Zaloga, saj so poleg te zbirke, ki je res nekaj posebnega, Zakladi Zaloga tudi naše knjige, naše neknjižno gradivo, naši uporabniki, vse priložnosti, ki bodo v tej knjižnici še ponujene. V Šentvidu je bil naslov Zelena knjižnica, ker smo jo v letu Zelene Ljubljane odprli in podobno. V drugem delu pa čim natančneje opišemo značilnosti knjižničnega prostora. Opozoriti je treba na ustrezno mikroklimo in inštalacije. Nekaj priporočil je v literaturi in standardih. Pri vseh opisih pa izhajamo predvsem iz tega, kar nas v sedanji knjižnici najbolj moti oziroma kaj najbolj potrebujemo. Omogočen mora biti čim lažji dostop do prostora knjižnice, tudi za invalide. Načrtovati je treba parkirna mesta za dostavo gradiva in obiskovalce. Pravočasno in še v fazi priprave na gradbeno dovoljenje je treba načrtovati zračene in napeljave elektrike in za IKT opremo, vodovoda, varovalnega sistema, zato da kasneje niso več potrebni večji posegi v prostor. Načrtovati je treba smiselno razporeditev prostorov glede na prehode med prostori za otroke, mladostnike, odrasle in za poti zaposlenih med delom. Upoštevati je treba, da je v nekaterih delih knjižnice zaželen mir, drugod pa je zaželeno druženje. V Mestni knjižnici Ljubljana imamo že kar nekaj skupnih smernic, ki se jih držimo pri pripravi vseh naših idejnih načrtov. In sicer imamo skupno novo postavitev gradiva za otroke, po vsebinskih sklopih in oblikovnem vidiku, kotiček za starše, oddelek s kotičkom za mladostnike, e-točke, izposoje z RFID sistemom in s pomočjo knjigomatov in pa enotna celostna grafična podoba za signalizacijo v knjižnici. Tega se torej držimo pri vsaki novi knjižnici. Poleg tega pa opredelimo posebnosti posamezne knjižnice, ki ustrezajo sprejetemu konceptu in željam uporabnikom. Zato pojasnimo, kako naj bo postavljeno gradivo glede na namen, vsebino, medije in status, določimo območja s prostim pristopom, prostore za hranjenje gradiva ter interne prostore. Načrtovati je treba način izposoje in vračanja gradiva,
Pri tem upoštevamo, da bosta z uvedbo RFID sistema in knjigomatov uporabnikom omogočena tudi samostojna izposoja in vračanje gradiva. Smiselno je načrtovati knjigomat za vračanje gradiva tudi zunaj prostora knjižnice, če knjižnica ne bo odprta cel dan. Predvideti je treba varnostni sistem in video nadzor. Zelo pomembno pa je, da določimo minimalno vsoto metrov polic za vsak oddelek in navedemo višino in število regalov. Pri tem si pomagam iz preračunom števila polic glede na količino gradiva v posameznem oddelku. Opišemo tudi, kakšna naj bo notranja oprema. Funkcionalna, fleksibilna, mobilna in namenska. Za posebne dejavnosti, naprimer za kreativnico rabimo povsem drugačen prostor kot za oddelek z izposojo gradiva ali pa otroški oddelek. Uporabljene bodo ekološki materiali, estetski in trpežni. Načrtovati je treba dovoljšen število priključkov za IKT opremo. In zelo radi takim idejnim načrtom tudi dodamo krasne fotografije iz že sedaj sodobnih knjižnic, da malo prikažemo, kaj si v resnici želimo. Na koncu dodamo temu najdaljšemu delu še poglavje z navedbo obratovalnega časa, za katerega predvidevamo, da bo v novi knjižnici, še zlasti, če se bo spremenil, in pa število kadrov, ki bi jih radi imeli v novi knjižnici, ker ponavadi je večja in so drugačne potrebe, tako da moramo to še posebej poudariti. Da vse navedeno pregledno prikažemo, dodamo dokumentu na koncu še priloge z natančnim popisom, ponavadi so to tabele s številčnimi podatki. Te priloge pripravijo člani delovne skupine, ki so zadolženi za posamezna poglavja. Za vsako knjižnico načrtujemo tudi signalizacijo, torej usmerjevalne table, barvno shemo, opornike za gradivo v barvi polic. Razporeditev usmerjevalnih tabel lažje naredimo, ko imamo že osnovno shemo prostora. Zato ponavadi to delamo malenkost kasneje. Vsekakor pa poudarimo, kakšna je celostna grafična podoba naše knjižnice, da jo lahko projektant že upošteva pri načrtovanju barvne sheme v knjižnici. Tukaj bi želela poudariti pravilo, da manj je več. Vedno se ravnamo po prostoru, se pravi, predvsem pri usmerjevalnih tablah ni potrebno, da jih je veliko, naredimo jih res samo tam, kjer se nam zdi, da je treba uporabnikom pojasniti, kam se gre. Drugače pa se mi zdi, da od preveč napisov mogoče se nekako videz knjižnice malo pokvari in tudi ni potrebno, ko uporabnik enkrat knjižnico spozna, se že v njej znajde. Zdaj pa, če nakratko vse, kar sem povedala, pogledamo še na primeru naše zadnje nove knjižnice, knjižnice Zalog. Tukaj vidite dva dokumenta. Tale prvi dokument je sklep direktorice o imenovanju delovne skupine za pripravo idejnega načrta za izgradnjo knjižnice Zalog. Takoj, ko smo izvedeli, da bo nova knjižnica zgrajena v okviru javno-zasebnega partnerstva Mestne občine Ljubljana in podjetja Špar, to je bilo leta 2013. Že takrat smo začeli pripravljati idejni načrt in izkazalo se je, da ni nič prezgodaj. Drugi dokument je terminski plan, časovnica, ki sem jo omenila. Z njim smo določili naloge za vsakega člana skupine posebej ter termine za izvedbo posamezne naloge. Vidimo, da je časovnica živa in barvna, to pomeni, da jo stalno ažuriramo, kot tudi kasneje časovnici, s katerima spremljamo tek gradnje in nazadnje tudi selitve. Kot priprava na novo knjižnico so nam služili tudi rezultati ankete za krajane Zaloga in pogovori z njimi, ki so bili izvedeni v letu 2014. O tem komunikacijskem načrtu sem govorila že pred 2 letoma. Od njih smo dobili kar nekaj smiselnih in uresničljivih predlogov, ki smo jih vključili v idejni načrt, in o tem smo sodelujoče tudi obvestili na prikazanih letakih. Naslednji diapozitiv prikazuje kazalo vsebine tega idejnega načrta.
Obsega torej 2 večja dela, to je konkretno načrt za knjižnico Zalog in fotografija prejšnje lokacije. Konceptu nove knjižnice smo dali poudarek novi predstavitvi naravoslovne vsebine, ki je že obstajala v prejšnji knjižnici, torej geološke zbirke in naravoslovju, pa stroki nasploh. S pomočjo strokovnjakov smo zbirko uredili na novo, izdelali napise in jo multimedijsko predstavili na domoznanskem portalu Kamra. Poudarili smo tudi smiselnost ustreznejšega prostora za preživljanje prostega časa v knjižnici za celotno družino oziroma lokalno skupnost. Kot novosti smo torej zapisali vse, kar smo v prejšnji knjižnici pogrešali in smo nameravali v novem prostoru to spremeniti. Torej, posebno predstavitev geološke zbirke, prostore za ustvarjalne delavnice, študij, časopisno čitalnico in mediateko, večji razstavni prostor, prostor za združenje manjših skupin in mladostnikov, sodobno pravljično sobo in igralnico, kotiček za starše, RFID sistem in novo signalizacijo. Izkušnje pri pripravi novih in prenovljenih knjižnic v mreži MKL so nas naučile, da je najpomembneje upoštevati naslednje. Zamisel nove knjižnice najbolje nastaja s skrbnim opazovanjem obstoječe knjižnice, zato naj bo idejni načrt čim konkretnejši, praktičen. Več, ko bomo zapisali, več bomo iz nove knjižnice dobili tega, kar si želimo. Stalno moramo sodelovati z investitorji, projektantom in izvajalci, ter sprotno preverjati dogajanje na sami lokaciji že v času gradnje. Priloge in tabele so namenjene čim natančnejšemu opisu prostorov, podatkom o številu potrebnih polic, opisu pohištva in vsemu, kar sem že omenila. Ko pa pride končna faza selitev, je pomembno pravočasno določiti, koliko časa bo knjižnica zaprta, obvestiti uporabnike, izdelati načrt selitve in se ga držati. Pri knjižnici Zalog je šlo za selitev na novo lokacijo z gradivom, ki smo ga že imeli. Torej smo selitev lahko v relativno kratkem času izvedli, rabili smo samo 5 dni, medtem pa so v službah za stike z javnostjo in službi za prireditve načrtovali že sam program odprtja knjižnice. Ko nova knjižnica nazadnje odpre vrata, poskrbimo, da bosta tako selitev kot odprtje nove knjižnice vesela dogodka, ki naj potekata v sodelovanju z lokalnim okoljem. Krajani lahko sodelujejo že naprimer pri urejanju gradiva, pri pripravi prireditve, potem vzamejo knjižnico bolj za svojo. Na sliki vidimo slovesni trenutek z odprtja nove knjižnice 5. septembra in prvi vstop uporabnikov v nove prostore. Knjižnica je takoj začela že tudi poslovati, torej se je bilo mogoče že izposoditi knjige. Vedeti moramo, da z novo knjižnico pridejo tudi spremembe. V Zalogu to pomeni večji obisk in izposojo, tega smo seveda veseli. Knjižnica živi precej drugače, saj je v trgovskem centru in je pogosteje obiskana. Bliže je uporabnikom kot prej, je preglednejša in udobnejša. Pojavili so se nove oblike druženja, naprimer v kotičkih in ob igranju namiznih iger. Več je samostojne otroške igre, porabi računalnikov in branja v knjižnici. Nekoliko smo spremenili tudi obratovalni čas, enkrat mesečno pa knjižnica posluje celo ob sobotah, kar prej ni. To za našo knjižnico drugače ni običajno, vendar je bila to želja uporabnikov. Naše kadrovske zmožnosti pa smo tako nekako uskladili, da eno soboto lahko omogočimo na mesec. Kljub vsemu temu pa sproti še vedno opazujemo, ali je treba še kaj izboljšati. Prav tako si to zapomnimo za morebitno naslednjo novo knjižnico. Za zaključek sklepam z ugotovitvijo, ki je zapisana že v viziji Mestne knjižnice Ljubljana. Če aktivno živimo s knjižnico, opazujemo življenje v njej, tudi razumemo, da so za vsak napredek potrebne spremembe. Najprej v samem razmišljanju in na to, ko se ponudi možnost, tudi v praksi. Tako bo vsaka nova knjižnica še boljša knjižnica. Hvala za pozornost. To pa je bilo navdihujoče, ne? In lahko vsi skupaj zaželimo Eti veliko uspeha, ker začne tako rekoč jutri graditi novo knjižnico v Polju, ne? In upamo, da
bo tudi ta zelo uspešna. Današnjo predstavitev zaključujemo z vsebinami, ki so bile za nas kar velika novost. Pri oblikovanju novih storitev je vedno pomembna povezava med teorijo in prakso. Zelo plodno sodelovanje 4 članov delovne skupine iz oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in 7 iz Mestne knjižnice Ljubljana je bilo osredotočeno na prireditve za odrasle, ki predstavljajo svojevrsten izziv, saj splošna knjižnica poskuša na eni strani slediti svojemu poslanstvu, na drugi strani pa želi z bolj popularnimi vsebinami pritegniti čim večje število obiskovalcev. Rezultati, ki nam jih bo predstavila Tanja Merčun-Kariš, docentka na oddelku, so dokaz, da je mogoče tovrstne projekte izvesti le v partnerstvu. Pri oblikovanju prostorov za učenje se je knjižnica odločila za uvajanje kreativnic, ki jih vidimo kot obogateno izobraževalno okolje, kjer se srečujejo ljudje, da bi delili različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobili dodatna znanja. Kako se bomo lotili naše prve kreativnice v novi knjižnici Polje, nam bo povedal Matej Štendler, bibliotekar v knjižnici Polje. Kar obvezni sestavni del opreme v kreativnici so 3D tiskalniki. Rudi Majerle, izvajalec računalniškega opismenjevanja, vam bo dal nekaj nasvetov o nakupu 3D tiskalnika za knjižnico. In tukaj si ga lahko potem na koncu tudi ogledate. Izvolite. Lep pozdrav. Kot je bilo že rečeno, jaz danes tukaj predstavljam v bistvu našo delovno skupino. Tukaj, kot vidite, so napisani tudi predstavniki oziroma člani te delovne skupine. Skupaj smo začeli delati v januarju leta 2016 in sicer je bila ta delovna skupina ustanovljena z nekim ciljem, da analizira področje prireditev za odrasle v Mestni knjižnici Ljubljana in v bistvu s temi raziskavami naredi 2 stvari. Na eni strani da neko dobro osnovo za nadaljno strategijo Mestne knjižnice Ljubljana glede prireditev za odrasle, torej da ponudi neke podatke, neka razmišljanja, ki jih bo potem ekipa znotraj Mestne knjižnice Ljubljana vzela in jih naprej nadgradila. Na drugi strani, ker na oddelku smo malo kot teoretiki, pa nas to tudi take stvari zanimajo, je bil pa cilj te delovne skupine tudi na nek način razviti malo taka metodološka orodja, s katerimi bi v bistvu pomagali knjižnicam pri takih raziskavah, pri načrtovanju v bistvu boljše izkušnje uporabnikov oziroma obiskovalcev, ko govorimo o samih prireditvah v knjižnici. Tukaj so predstavljene naše faze in tudi se vidi to vzajemno sodelovanje. Recimo na začetku je sicer strani Mestne knjižnice Ljubljana prišlo to oblikovanje področja, s katerim bi se ukvarjali, se pravi področja prireditev za odrasle. Potem smo skupaj na naših sestankih res definirali ta raziskovalna vprašanja. Člani strani oddelka smo nekako prevzeli te predloge, kako bi se teh stvari lotili, oblikovali metodologije in orodja. Vodili smo tudi samo izvedbo raziskav in analiz, ampak za vsako to fazo so sledili pač sestanki, kjer smo se skupaj potem dogovarjali. Mi smo imeli kakšna vprašanja, zaposleni v Mestni knjižnici so nam odgovorili in tako je v bistvu to sodelovanje potekalo. Tako da zdaj se počasi približujemo na nek način koncu, zdaj analiziramo vse rezultate. Naša delovna skupina ima v bistvu še eno veliko nalogo in sicer oblikovanje teh tako imenovanih metodoloških smernic, ki bi bile uporabne širše, torej za katerokoli splošno knjižnico ali pa tudi za kakšno drugo knjižnico in bi predstavljeno tako res orodje s praktičnimi primeri uporabe, malo teorije in tako naprej. Medtem ko na strani Mestne knjižnice Ljubljana se je pa sedaj oblikovala nova delovna skupina,
ki bo te rezultate, te ugotovitve prenesla in podelala naprej na teh svojih smernicah za prireditev za obraz. Zdaj, pri samem načrtovanju izkušnje uporabnikov oziroma obiskovalcev je pomembnih več segmentov. Ne? Eno je, kakšen nabor prireditev sploh narediti, drugo je, kako organizirati prireditve, kako jih promovirati. Tretje je to, kar smo ravno prej slišali, to okolje, skupnost, v katerem knjižica deluje. In zadnja, ne manj pomembna, ampak sami obiskovalci, torej kdo so obiskovalci, mogoče koga želimo sploh pritegniti. In če hočemo vse te stvari narediti, moramo tudi najprej vse te elemente analizirati. V naši delovni skupini smo se v bistvu smo vsakega od teh elementov šli malo analizirati, recimo najprej smo se lotili samega analize nabora prireditev, ki trenutno obstaja, smo vzeli tak manjši vzorec in pogledali, kakšne so prireditve glede na vsebino, ciljne skupine, celo na dan in čas prireditve, razporejeno znotraj mreže MKL-ja. Potem smo imeli pogovore z prireditveniki, namreč Mestna knjižnica Ljubljana je velika, ljudi, ki se nekako ukvarjajo z organizacijo teh prireditev je veliko, ne? In smo naredili 10 takih pogovorov, kjer smo hoteli zvedeti njihove izkušnje in težave, mogoče kakšne dobre prakse. Skratka, dobiti neko to povratno informacijo, kaj so tiste stvari, ki jih je potrebno upoštevati tudi naprej. Ne? To okolje, skupnost, to je ena stvar, ki je večkrat prišla na dan pri naših pogovorih, na sestankih, ne, kakšna je tista značilnost določenega okolja. In tukaj mislim, da bojo zdaj nastale še neke manjše analizice na strani tudi MKL-ja, ki bo te rezultate naših anket recimo poskušal potem uplesti v to okolje. In ta zadnji del, o tem bom danes malo več povedala. Naša želja je bila oblikovati en profil obiskovalcev, tudi profil neobiskovalcev in dobiti to občutek, kakšna je izkušnja, ki se udeležujejo prireditev. Zdaj, kako smo se lotili te analize obiskovalcev? Najprej samo udeležbo na prireditvah in sicer smo si izbrali lansko leto takle čas, smo šli na, mislim, da cirka 10 prireditev. Najprej smo opazovali te prireditve, kako so potekale v različnih enotah, malo smo opazovali strukturo obiskovalcev, tudi to nam je dalo že neke informacije. Potem smo po vsaki prireditvi intervjuvali enega, dva posameznika, ki sta se udeležila prireditve in preko teh intervjujev poskušali dobiti dve stvari. Eno stvar, kakšno je bilo njihovo doživljanje tiste konkretne prireditve, torej njihovi vtisi, pričakovanja, zadovoljstvo s tisto prireditvijo. Hoteli smo pa dobiti tudi en tak širši vpogled v značilnosti obiskovalcev in smo prek tega pogovora recimo hoteli izvedeti njihovo motivacijo za obisk, značilnosti obiskovanja, torej kako so mobilni, ali prihajajo na prireditev različne enote, kako pogosto prihajajo, kakšna so njihova zanimanja, kje so izvedli za prireditve, se pravi, da dobimo informacijo o nekih njihovih potrebah. Nismo jih sicer kakšnih osebnih vprašanj sprašvali, ampak smo preko pogovora dobili tudi neko informacijo o njihovih bolj osebnostnih ali pa demografskih značilnostih. Torej, ko smo naredili te naše intervjuje, se je potem začela analiza teh intervjujev, ker niso sami sebi namen. In smo v teh intervjujih poskušali identificirati neke podobnosti in razlike med temi obiskovalci in smo jih poskušali nekako oblikovati v neke skupince in smo prišli do tega, da smo oblikovali predstavnike tipičnih uporabnikov, tako imenovane persone. Zdaj, v naslednjem koraku bom tudi povedala oziroma prikazala konkreten primer teh person. Kaj je persona? To so v bistvu neki izmišljeni posamezniki, ki pa jih mi oblikujemo na podlagi nekih realnih podatkov. Zdaj, v našem primeru na podlagi naših intervjujev, včasih na podlagi recimo nekega zelo dobrega poznavanja okolja, na podlagi anket in tako naprej. In predstavljamo tako zelo zanimivo orodje, ki je eno dobro komunikacijsko orodje med različnimi skupinami lahko.
in predstavlja orodje za analizo in za načrtovanje vnaprej. Zdaj, tukaj ta zadnja faza, kjer smo trenutno sedaj, je v bistvu pa preverjanje oziroma dopolnitev teh person. Mi smo namreč na podlagi naših intervjujev naredili 7 takih person in zdaj nas je zanimalo, ali smo mogoče kakšno spustili, kakšna manjka, smo mogoče kakšno preširoko ali preozko oblikovali. In v novembru 2016 smo v bistvu naredili eno širše anketiranje obiskovalcev na prireditvah v Mestni knjižnici Ljubljana. Dobili smo tam približno 800 anket, na katere so obiskovalci odgovorili. In tam noter so bile tudi vprašanja, ki nam omogočajo povezati te naše persone, ki smo jih oblikovali, z obiskovalci, ki so izpolnjevali te ankete in nam bojo še malo bolj natančno pomagale ti podatki za dokončno opredelitev teh person. Zdaj kot samo primer, ker vem, da taka stvar najlažje pojasni, kaj je persona. Kot vidite, vsaki personi dodelimo ime, v tem primeru recimo Ivanka, in dodelimo tudi neko značilnost, recimo entuziastka. Potem pri taki personi si ponavadi izmišljamo neko starost, celo ne, oziroma recimo rečemo, upokojenka, recimo, da je vdova, da ima že odrasle otroke. Skratka, naredimo en tak kontekst in potem predstavimo scenarij. Tukaj recimo piše Ivanka, vsak mesec nestrpno pričakuje tiskan napovednik prireditev in si že na začetku meseca označi dogodke, ki se jih želi udeležiti. Vsaj enkrat na teden se udeleži dogodkov v različnih enotah knjižnice, udeležuje pa se tudi izobraževanj in predavanj izven knjižnice. Na delavnice prihaja sama, bolj kot druženje pa je pomembno v bistvu učenje nečesa novega. Najpogosteje se udeležuje prireditev, kjer je lahko aktivna v manjši skupini, naprimer ustvarjalne delavnice, tečaje, ali pa izve neke nove informacije in postavi vprašanja predavatelju. O dogodkih in novostih, ki jih izve, potem tudi pripoveduje svojim domačim, svojim prijateljem. Torej, iz takega nekako opisa, ki smo ga mi temeljili na res intervjujih z posamezniki, smo potem izlušimo lahko neke značilnosti. Prav tukaj gre pri Ivanki, gre za redno obiskovalko, taka malo bolj ustvarjalna oseba in ni problem iti na prireditev v različne enote knjižnice. Njena motivacija je razvijanje nekih novih sposobnosti, tudi izpopolnitev. Osebe, ki smo jih intervjuvali in smo jih potem uvrstili pod to persono, so povedale, da jim to udeleževanje pri prireditvah pomeni neko notranje veselje, neko samozavest in da so še vedno ohranjajo aktivni življenjski slog in se povezujejo s skupnostjo. In potem smo z tega poskušali tudi izluščiti neke potrebe. Za to persono je pomembno, da imamo na voljo neke delavnice, tečaje, strokovna predavanja z interakcijo. Zelo je uporaben ta knjižnica prireditev in imajo raje še manjše skupine interakcije s predavateljem. Skratka, tako persono smo, oziroma 7 takih person smo dejansko oblikovali, mogoče samo še kot primer ena druga skrajnost. Recimo, sploh danes, ko smo že tudi malo več govorili o neuporabnikih in mladih in tako naprej. Torej, v naših personah so tako nekateri starejši predstavniki kot nekateri mlajši. Matija je zunanji obiskovalec, smo ga mi poimenovali, namreč Matija ni uporabnik knjižnice in je za prireditev slučajno izvedel na spletni strani predavatelja. Prvič je v bistvu na obisku neke prireditve v knjižnici in je v bistvu sploh presenečen na tem, da knjižnica kaj takega ponuja. Dogodka se je udeležil, ker je poznal predavatelja. Je šlo za tematiko, za katero se zanima v prostem času in sta mu ustrezala tako čas in lokacije. Sicer se dogodkov na to temo večkrat udeležuje in ni mu pomembno, kdo jih organizira. Verjetno pa bo to njegov v bistvu edini obisk prireditve v knjižnici, ker kljub zelo zanimivemu predavanju ne bo začel spremljati te ponudbe dogodkov v knjižnici. Pravi, tukaj imamo pa spet en drug profil uporabnika, to je njegov edini obisk, ima zelo specifično zanimanje, je tak aktiven poslušalec. Njega je privabilo to, da je dobil predavanje nekega priznanega strokovnjaka, ki navadno nima brezplačnih predavanj.
pomembna sama kvaliteta, da je edinstvena vsebina in za take obiskovalce mi v bistvu potrebujemo promocijo obvestila izven knjižnice. In seveda se potem vprašamo, mogoče so pa to tisti neuporabniki, ki jih pa želimo mi bolj še pritegniti, več takih si želimo, pa bomo mogoče postali bolj pogosti uporabniki knjižnice. Torej, to je teh naših 7 person, ki smo jih oblikovali. Recimo imamo tudi pragmatično mamo Martino, imamo lokalca Antona, ki obiskuje samo pridite v svoji lokalni knjižnici, intelektualca isto, kaki recimo tipičen uporabnik oziroma obiskovalec v Trubarjevi hiši literature, ga zanima bolj filozofija, literatura. Ema, ki jo vse zanima, ampak ima en kup enih interesov in jo je zelo težko privabiti v knjižnico. Skratka, zdaj bomo pogledali, kako, ali smo vse zadeli, ali smo mogoče kakšnega pozabili od teh. Torej, persone nam predstavlja neko orodje za analizo teh obstoječih prireditev, kolikšen je delež obiskovalcev trenutno predstavlja posamezna persona, so pa zelo dobro orodje tudi za načrtovanje prireditev. Namreč, katere tipe obiskovalcev bi si želeli pritegniti v večjem številu in kako. Namreč, če mi hočemo pritegniti isto emo, vedoželjnico, mogoče pa rabimo prireditev ob drugačni uri organizirati, kot če želimo recimo pritegniti izga lokalca Antona. Skratka, nam nekako služi kot ena osnova, s katero si pomagamo potem pri načrtovanju. No in ta zadnji korak, ki smo ga potem izvedeli, kot rečeno, so bile ankete. Dobili smo neke demografske podatke, preference glede ponudbe prireditev in tako naprej. To so vse stvari, ki jih rabimo za te persone. Zanimala nas je pa tudi izkušnja na prireditvi. Sicer izkušnja je lahko pozitivna, lahko je negativna. In to izkušnjo oblikujejo več stvari, zaznana kakovost neke prireditve, zaznana vrednost in tudi občutja, ki se porodijo na tisti prireditvi. Ker vemo, da ljudje zelo težko izrazijo. Rečeš, kako se vam je pa zdela prireditev? Ja, v redu. Včasih bi rekla, vse je bilo fino, prijetno. Skratka, ne bojo raven zelo veliko povedali o tisti prireditvi in zato smo mi recimo na anketah uporabili tako imenovane kartice odzivov, kjer mi v bistvu že izluščimo določene pridevnike, tako negativne kot pozitivne in potem obiskovalci samo izberejo tiste, s katerimi se najbolj nekako v tistem trenutku poistovetijo. Tako da za zaključek bi samo še rekla, da tukaj je bila res ena taka kombinacija metod potrebna za tako celovito sliko. Z vsako od teh metod smo dobili en drugačen pogled. Z intervjuji smo dobili čisto druge informacije kot z anketami. Spet ankete so nam dale nek širši nabor podatkov. Tako da tukaj se res kaže to, kako v bistvu z eno samo metodo zelo težko zajamemo vse. Vsekakor pa ti rezultati predstavljajo v bistvu šele začetek dela in ne zaključek, kot bi si kdo mislil, da zdaj pa s tem vse upravljeno. Zdaj v bistvu je na strani mestne knjižnice, da v bistvu to čim bolj uporabi in izkoristi. Dobar dan. Vloga, ki je danes igrajo splošne knjižnice, se hitro spreminja. Kreativnica ali po angleško makerspace je eden izmed odgovorov na potrebe uporabnikov po drugačni in njim bolj prijazni knjižnici. Kreativnica je prostor, kjer uporabniki lahko svoje znanje širijo, knjižnica pa s kreativnico postaja tudi prostor, ki znanje ne samo širi in ga daje naprej, ampak ga tudi generira. Prostori ustvarjanja so išli iz čedalje bolj priljubljenega gibanja do it yourself movement v angleščini ali po slovensko naredi sam. Vodi ga ideologija etičnega ustvarjanja, popravljanja, recikliranja in bolj trajnostno usmerjenega proizvajanja in preoblikovanja izdelkov. Če bi nas danes striček Mareks vprašal, kdo obvladuje produkcijska sredstva, bi mu lahko odgovorili, da je to vsak posameznik sam,
ker smo po moje zdaj prvič v zgodovini na točki, ko lahko v bistvu vsak s klikom na miško požene v pogon tovarno in tako nadzira poln nadzor nad celotnim procesom ideje, zasnove in izvedbe. In ne samo to, tudi tisti izdelek, ki ga proizvede, ga lahko proda sam, brez kakršnega koli posrednika. Kdo so torej izdelovalci? Najbolj preprosto odgovor je, da smo to mi vsi. Ljudje so celotno zgodovino ustvarjali, izdelovali, izumljali izdelke. Spekter, ki zajema izdelovalce, je zato izredno pester, od tradicionalnih rokodelcev do visokotehnoloških navdušencev. Ravno ta širok spekter pa kreativnica dela zanimivo in združljivo s poslanstvom in konceptom splošnih knjižnic. Nakratko je kreativnica spoj digitalnega in fizičnega sveta, je prostor neformalnega učenja, kjer se uporabniki lahko povezujejo z drugimi, navdušenci med seboj delijo ideje, si pomagajo. Poleg prostora imajo na voljo tudi orodja za realizacijo njihovih idej. Orodja so lahko visokotehnološka, kot je recimo 3D tiskalnik, kot ga vidite tam, ali pa CNC reskalnik. Lahko pa je tudi nekaj zelo preprostega, kot smo videli prej v knjižnici Bežigrad, je to lahko kvačka, nit, šivalni stroj. Knjižnica tako postaja stičišče uporabnikov, ki jih družijo podobni interesi. In poleg tradicionalnih ljubiteljev knjig in tradicionalnih obiskovalcev knjižnice v knjižnico privabljamo tudi ljudi, ki mogoče knjižnice sploh ne uporabljajo. Kot je bilo omenjeno že prej, smo v MKL izkoristili priložnost in v gradnjo nove knjižnice v Polju umestili prostor kreativnice. Tako bomo lažje ustvarili udoben in funkcionalen prostor, ki bo temu namenjen. Do takrat, do izgraditve, pa smo že aktivno pristopili k prepoznavanju potreb bodočih uporabnikov in uporabnic. Sam vodim Rastens knjigo, projekt Rastens knjigo lokalnih šol v Polju in vedno je v bistvu na koncu najbolj navduši pač ta 3D tiskalnik. Seveda imamo prej šnelkurs še knjig, to seveda spada k temu, ampak vedno je zastavljeno vprašanje, kaj je pa vaša knjižnica? Vedno dobim isti odgovor, pač pridem tja, sposoben si knjigo, grem domov. In so v bistvu zelo presenečeni, ko jim povem, da je v bistvu knjižnica tudi nek drug prostor, kamor lahko pridejo, se družijo, lahko uporabljajo 3D tiskalnik, to mi je popolnoma fascinantno. In zato se mi zdi, da gre tudi to v skladu s tistim, kar je prej kolega Rok povedal na začetku, da bomo mogoče s tem privabili tudi tiste ljudi, ki jih v bistvu knjižnici najbolj pogrešamo, to so mladi. Poleg tega smo za začetek se odločili za izbor vsebin. Kreativnica je neka taka organska stvar. Jaz se bolj nagibam k temu, da bi prepoznavali sproti potrebe in želje uporabnikov, ki bojo uporabljali. Za začetek sem se pa bolj usmeril mogoče v področje, v katerem sem bolj doma, to je bolj računalništvo in programiranje. Zato načrtujemo, da bi v knjižnici imeli vsaj na začetku tečaj 3D modeliranja, uporabe 3D tiskalnika, osnovnega programiranja. Potrudili se bomo, da bojo vsebine za uporabnike primerne. Nova knjižnica bo nastala v sklopu neprofitnih stanovanj za mlade do 30. leta, ki iščejo službo. In tukaj se mi zdi dobra priložnost, da svoj program prilagodimo tudi potrebam njih, da bodo lahko lažje gradili kompetence in sposobnosti za iskanje službe. Zelo pomembno se mi tudi zdi, da iščemo znanje tudi med zaposlenimi, ki jih te stvari zanimajo. Midva z Rudijem sva konstantno na vezi, prej nisva bila nikoli, zdaj sva. To se mi zdi zelo v redu, ker se veste več glav, več ve in pri kakšnih stvarih je fino imeti še kakšno drugo mnenje, ne samo lastnega. Zakaj ravno 3D tiskalnik?
Poleg tega, da je že skoraj obvezna oprema sodobnih splošnih knjižnic, je njegov največji adut ravno to, da je sorazmerno nova tehnologija in je za uporabnike zelo privlačna. Posebno navdušenje, ko izdelek, ki si ga ustvaril na računalniku, nastaja pred teboj in da lahko primaš v roke, je vsaj v mojem primeru primerljiv s tistim mojim prvim stikom z internetom tam v začetku 90-ih let, ko sem na svojem 32 kilobitnem modemu se prvič preklopil na internet in se mi je odprl svet, ker karkoli si napisal noter, si nekaj najde v tem. To se mi zdi zelo podobna stvar in bo moje tudi zelo podobno spremenila svetno. Poleg tega je 3D tiskalnik primeren tudi za tiste malo manj računalniško vešče uporabnike, predvsem zato, ker obstaja na internetu ogromno načrtov 3D modelov, ki so na voljo za prosti pretok in se skoraj vedno, ko neko stvar iščeš, je nekdo pred tabo že nekaj naredil, zelo podobnega, tako da tudi če ne znaš 3D modelirati, lahko tiskalnik zelo koristno uporabljaš. Kreativnica je po svoje zaživela že preko delavnic, ki jih vodiva z Rudijem. Za seboj imamo že precej delavnic 3D tiskanja za otroke. V okviru tedna programiranja CodeWeek so organizirali delavnico Natisni svojo kodo, kjer so otroci s pomočjo programa Blockscat v narekovajih sprogramirali svoje objekte in so jih na to lahko natisnili. En fant je naredil zelo lepo hruško, lahko bi jo imeli tudi za naše zlate hruške. Za zaposlene v knjižnici so pa organizirali tečaje 3D tiskanja, tako da so vsi zainteresirani sodelavci in sodelavke dobili neko osnovno znanje o uporabi tiskalnika. Namen teh delavnic je bil predvsem usposabljanje zaposlenih za samostojno uporabo tiskalnika. Kot že omenjeno prej, se povezujem tudi z učitelji lokalnih osnovnih šol, ki bi svojim učencem radi predstavili tehnologije 3D tiska in mogoče tiskalnik uporabijo tudi pri urah likovne vzgoje in tehničnega pouka. Pri učencih in mladini, predvsem pri razredih, je ponavadi problem to, ker je veliko otrok in v bistvu je nemogoče, da bi vsak lahko svoj izdelek natisnil na delavnici, tako da ponavadi pol nakladno natisnemo stvari, pa jim jih pošljemo domov ali pa jih lahko prevzamejo v knjižnici. Kako začeti? Če sem vas vsaj malo uspel navdušiti in razmišljate, da bi kreativnico zagnali tudi v svoji knjižnici, imam za vas nekaj preprostih dobronamernih nasvetov. Najprej se pozanimajte, če v vašem lokalnem okolju že obstaja kreativnica. Če obstaja, se lahko z njimi povežete, z njimi lahko sodelujete, če pa obstajajo že dlje časa, so lahko dragocen vir informacij in izkušenj, ki vam bo sigurno prišel prav. V Ljubljani sva oba s kolegom obiskala Roglab. To je en tak kontejnerček zraven bivše tovarne koles v centru Ljubljane. Oni imajo ta makerspace že v bistvu leta 2012 in v bistvu so nama njihovi nasveti zelo pomagali pri odločitvi, za kakšno opremo se odločiti, kakšen način učenja je primeren. Oni delujejo z zelo mnogotero skupino uporabnikov, zato so njihove izkušnje predvsem za nas tudi zelo dobre. Glede na količino finančnih sredstev se lahko odločite za postopno izgradnjo ali veliki začetek, ker vemo, kakšno je financiranje knjižnic in da je denarja ponavadi vedno manj kot več. Ta veliki začetek bo mokre sanje vsakega zanesenjaka. Tako da jaz priporočam malo bolj subtilni pristop, to je postopna izgradnja, kjer v bistvu se sproti prilagajate potrebam uporabnikov in uporabnic. Zelo je treba premisliti, kakšen prostor bo namenjen kreativnici. To je zelo odvisno tudi od vrste dejavnosti, ali bojo to čiste ali pa umazane dejavnosti, naprimer neko kovino strugarstvo ali pa obdelave lesa, jo verjetno ne boste mogli umestiti glih v svoj čitalniški kotiček, medtem ko lahko klekljanje ali pa podobne dejavnosti kamoto umestite v obstoječe prostore. Pri fleksibilnosti opreme 3D tiskalnik je neka super stvar, ker jo lahko v bistvu prenašate naokoli. Ta tiskalnik je že kar veliko kilometrov dal
za sabo. Fino je to, ker imate lahko delavnico na več različnih lokacijah. Slaba lastnost tega je pa v bistvu, da ne boste imeli kreativnice na voljo cel čas, ampak le v določenem terminu na določeni lokaciji. Na Švedskem imajo kar svoj makerspace avtobus, Friskbus se imenuje in se kar voz naokolo. Kreativnica je predvsem prostor neformalnega učenja in druženja, zato je predvsem pomembno, da so pravila jasna, ampak ne preveč rigidna in stroga. Zdaj ne sme biti vse razpuščeno, ne smemo pa tudi ljudi s pravili preveč omejiti, pa na nek način zavirati njihove kreativnosti. Zelo pomembno se mi zdi tudi, da izberete pravi ljudi za to nalogo. Probajte izbrati predvsem ljudi, ki jih to zanima, imajo interes oziroma bi se radi kaj takega naučili. Poiščite med svojimi zaposlenimi takšne, ki jih to zanima. Mogoče boste presenečeni, da jih imate več, kot ste najprej mislili. Še primer dobre prakse. Jaz sem bil precej navdušen nad Maker Labom v Reški mestni knjižnici. Imajo tudi super stran za to. Mislim pa, da je v Novogoriški splošni knjižnici ta mesec tudi štartala kreativnica, tako da se nadejam tudi njihovih izkušenj. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi se navezal zdaj že na svojega predhodnika Mateja. Res je, začela sva aktivno sodelovati in to najno aktivno sodelovanje je potem, rekel, tale naš otrok, kako bi že rekel temu, 3D tiskalnik. In z vami bi delil tele izkušnje, se pravi odločitev za nakup tiskalnika, potem njegova uporaba in pa seveda vzdrževanje. Najprej bi se ustavil nekako pri dejavnikih, ki vplivajo na njegov izbor. In to so, pravi, vedeti moramo najprej, v bistvu, čemu je tiskalnik namenjen, kdo ga bo uporabljal, kje ga bomo imeli. Potem v nadaljevanju se odločamo, kakšna je tehnologija, kakšno tehnologijo uporabljati. Trenutno so nekako popularne tehnologije stereolitografija, ki je, bomo rekel, dražja, vendar nudi večjo natančnost, in pa tehnologija, se pravi, z dodajanjem materiala, kakšen je tudi tale naš tiskalnik, konkretno Ultimaker 2+. Jeziček na tehnici pa predstavlja, seveda, kot je že Matej prej rekel, kot neke vrste mokre sanje. Mi smo imeli to srečo, da smo sredstva pridobili na mednarodnem razpisu. Konkretno, če se dotaknemo cene samega tiskalnika, je bila 2400 €. Zdaj pa tako, kot tiskalnik imamo, ga je treba potem tudi, bom rekel, krmiti z nečem, in v našem primeru so to tako imenovani filamenti, kot vidite tudi tole zgoraj. Pri materiali so tudi, bom rekel, neka taka točka, kjer vi, bom rekel, zelo hitro pridete do neke odločitve, ker se cena materiala tudi zelo razlikuje. Naprimer, konkretno za takle tip tiskalnika so cene okrog 25 € za kilogram. Dobra stvar tega, kilogram si mislite, da se hitro porabi, pa se ne, ker se običajno stvari merijo nekako, oziroma tehtajo v gramih. Potem, se pravi, poleg cene so tudi, se pravi, različni materiali. Imate zelo širok spekter, bom rekel, od tako imenovanih PLA materialov do ABS. Tukaj pa že hitro pridemo do ekološkega vidika, oziroma tudi do, kako bi rekel,
od tega, ko je tiskalnik nekam umeščen. Konkretno recimo ABS plastika ima zelo močen vonj po žgani plastiki, medtem ko PLA materiali, nekateri pravijo, da diši večkrat po travci, recimo. Tako da je iztekano tole znak. Tako da, mi smo se nekako odločili pravzaprav za PLA material. Pri stereolitografiji, kot sem prej omenil, so recimo bolj natančni iztisi. Je pa cena dokaj visoka, giblje se tam tudi do $150, kar hitro odvrne koga do nakupa take vrste tiskalnika. Kar se tiče dimenzij tiska, so večina tiskalnikov nekako, bomo rekli, tistih 20x20x20 cm. Nekateri tudi odstopajo, seveda posledica je tudi višja cena. Zelo pomembno je tudi, da ko se tiskalnik kupuje, da se računa na to, da bomo imeli neko tehnično podporo. V primeru okvare v Sloveniji ni ravno velike izbire, prav, da je treba tudi na to računati, da ste potem posledično v primeru okvare dalj časa brez samega tiskalnika, pa posledično tudi, kar se tehnične podpore tiče, je zelo pomembna skupnost. Se pravi, da je tiskalnik, reklam, da rekovajih popularen in ga uporablja veliko uporabnikov. Posledično imate potem neko skupnost, kjer si lahko izmenjujete razne izkušnje, ker sam tiskalnik, bomo rekli, se precej razlikuje od 3D tiskalnik, se razlikuje od 2D tiskalnika. Tam nastavite gonilnike, poveste, kaj bi tiskali in lahko v bistvu pozabite na te stvari. Medtem ko pri 3D tiskalniku, ko ga enkrat imate, se zadeve pravzaprav šele začnejo. Tukaj sta še dve stvari. Ena je programska oprema, na katero se bom navezal malce kasneje. Mogoče bi tukaj samo omenil, da obstajata, se pravi, plačljiva in pa brezplačna programska oprema. Ravno ta brezplačna programska oprema, katero smo potem, tudi z Matejem zelo aktivno tudi iskala, se je izkazala za izredno zmogljivo, kar pomeni, da lahko prihranek ravno pri programski opremi, tista sredstva, ki jih imate, namenite recimo za nakup tiskalnika ali pa filamentov. In pa seveda še varnost. Varnost tiskalnika, se bom tudi na koncu še navezal na to zadevo, je kar nekaj dejavnosti, na katere je potrebno biti pozoren. Predvsem mogoče zdaj tukaj le omenjam, zelo je muhast in ga ni fajn sam ga pustiti, ker začne včasih kaj po svoje delati, recimo, lahko pride do kakšnih težav in ker nima senzorjev, se lahko stvari tudi daj malo zapletejo. Programska oprema. Za delovanje samega tiskalnika potrebujete dve vrsti programske opreme. Prva je, se pravi, so tako imenovana CAD orodja, s katerimi vi nek 3D objekt oblikujete. V našem primeru smo se nekako odločili, recimo delavnice, ki jih izvajava za mlajše ali pa, v večini primerov so to neizkušeni uporabniki, kar pomeni, da enostavne stvaritve se izdelujejo oziroma pripravljajo za tisk, tako da uporabljava opremo Tinkercad, za zahtevnejše pa so še sicer malo na začetku, ampak je izredno močno orodje, tako imenovani Blender. Predno ste že slišali za kakšne SolidWorks in podobne CAD orodja, ampak tista so izredno draga. Ko imamo objekt enkrat narejen, pride na vrsto tako imenovani rezalniki oziroma generatorji kode,
ki jo potem tiskalnik razume. To pomeni, da tisti 3D objekt po domače povedano razreže, pokaže oziroma določi, kaj se bo izvajalo, od tega, kakšna naj bo gostota materiala, kako hitro naj se določene stvari tiskajo, pa vse do, bom rekel, takih stvari, detajlov, ki so, tukaj zdaj toliko stvari za naštevati, da bi rajš se potem, če bo koga zanimalo, se lahko obrne na naju in bo vas z veseljem še pojasnila. Za programsko opremo za rezalnike sva se odločila kar za Cura, to je programska oprema, ki jo izdeluje ravno tako proizvajalec, kot je Ultimaker. Obstoja pa tudi cela paleta drugih, bom rekel, tele programske opreme, ki je ravno tako brezplačna. V večini primerov so pa tukaj res brezplačna programska oprema. Tukaj bi se pa še večkrat zadržal pri eni stvari in to je naša naslednja želja, se pravi, ko nekaj ustvarimo, potem natisnemo. Je pa še en korak, s katerim bi radi zaključili, bom rekel, neko celoto, in to je skener, 3D skener, s katerim bi lahko tudi zajeli nek model, ga mogoče preoblikovali in pa potem tudi, se pravi, uporabili v celotnem sklopu izdelave. Ko tiskalnik imamo, je zelo pomembno, kje ga lociramo. To je že pametno, da že na začetku, ko se odločite za nakup tiskalnika, zadeve, bom rekel, si postavite neko vizijo, kje bo zadeva stala, ker je en pomemben faktor. Knjižnica je prostor tišine, bomo rekli. 3D tiskalnik pa to tišino aktivno krši. Tako da je fajn, da je na neki taki točki, kjer ne bo moteč. Potrebno je zagotoviti tudi odvajanje, bom rekel, teh zračenja, po domače povedano. Potem se spustite v nakup filamenta. Filamenti obstojajo različnih barv, lahko pa imate, bom rekel, eno barvo filamenta in dobra lastnost teh polnil je ta, da jih lahko naknadno tudi poljubno pobarvate. So zelo, bom rekel, barve se zelo dobro prijemajo, tako da lahko na ta način tudi stvari rešujete. Nastavitev tiskalnika je, se pravi, potrebno ga je kalibrirati, potrebno je nastaviti tiste osnovne funkcije in pa prilagoditi tudi programsko opremo. Ta programska oprema so tisti rezalniki, kjer je treba določiti, kakšna bo debelina iztisa, kakšen je tip materijala in tako naprej. To je zelo pomemben dejavnik, se pravi, da pravilno prilagodite programsko opremo, ker v nasprotnem primeru lahko pride do težav, če niso parametri pravilno določeni. Tukaj pa ni nekih takih, bom rekel, kuharskih receptov, katere bi vam lahko povedal, ampak so stvari se, bom rekel, skozi izkustvo dopolnjujejo. Uporabne vrednosti 3D tiska je že Matej kar precej povedal o tem. Mi bi želeli, da s tem našim tiskalnikom nekako spodbujamo kreativnost. Vemo, da smo, mogoče malo starejše generacije, toliko bolj, še vedno v dveh dimenzijah, tretjo dimenzijo si zelo težko predstavljamo, zato tudi razni inženirji, kljub temu, da imajo vizualne modele, si v končni fazi še vedno tisti modelček iztisnejo, razne makete in podobne stvari. Zelo dobra stvar je, recimo, če tamle pogledate na tiskalniku, smo si sami naredili razna orodja, ki smo jih pripeli, vodila in tako naprej, ali pa za orodje shranjevati, se pravi, ali pa če imate recimo kakšne za shranjevanje določenih, bom rekel, ali kazalke in podobne stvari, ali pa promocijski materiali. Samo vedeti je treba, da je 3D tiskalnik primeren za malo serijsko, bomo rekli, proizvodno. Kar pomeni, da
se tukaj naredijo več ali manj kakšne makete ali pa kakšne malenkosti, ker tisk, recimo, si vzamemo nek lonček, ki ga želite natisati, lahko traja tudi 6 ur ali več, recimo. Sprav, potrpežljivost je tudi en izmed elementov. In pa še varna uporaba 3D tiskalnika, kot sem že prej omenil, zagotoviti prezračevanje. Zelo pomembno je, da se oseb, predvsem neusposobljenih, ne pušča v bližino tiskalnika, ker zelo radi posežejo noter. Temperature se pa gibljajo tam okrog 200 do 300 stopinj, kar lahko pripelje do poškodb. Ravno tako roke, ni senzorjev noter, kar pomeni, da se zadeva ne bo sama ustavila. Nekateri modeli imajo tudi zaprte, se pravi, so kot zaprti sistemi. Tako da tudi to je eden izmed faktorjev odločanja pred nakupom. Do poškodb rado pride nepoznavanja. Zato bi radi, se pravi, tudi ostale stvari, ki bi jih v procesu izobraževanja, da se uporabniki najprej izobrazijo in zadeve potem šele lahko samostojno zadevo uporabljajo. Ostale poškodbe so pa predvsem take, da med procesom tiska lahko glava zadane izdelovanec in ga prevrne, in če nas ni zraven, lahko pride do, bom rekel, večjih poškodb. Še izobraževalne aktivnosti, naše ciljne skupine so, kot je tudi že Matej prej omenil, zelo dobro se je pokazalo delo z mladimi, se pravi z osnovnošolci, so izredno zagnani in tudi dobre ideje imajo, tako da, bom rekel, če že na tej točki začenjamo, se bo gotovo potem tudi prenašalo naprej. Tudi naši zaposleni, da bi naprej prenašali znanja, se pravi, so naša ciljna skupina knjižničarji regije in pa, bom rekel, kako končam? Dobro. Se pravi, zakaj sploh izobraževati? Prvenstveno zato, da bodo uporabniki lahko sami tudi uporabljali zadeve in pa seveda s tem, ko se družimo, tudi naredimo, bom rekel, pride do raznih idej, mreženja in tako naprej. Tako da zahvaljujem se vam za pozornost. Če koga še zanima, z veseljem predstavljam. No, tako pa koncu, ne? Predavateljem 3., 4. in 5. sklopa hvala za predstavitve. Vabim vas še enkrat na oder. Ja. Udeležencem pa predajam besedo za vprašanja. Zdaj imate priložnost. Izvolite. Ja, prosim. Ne bom postavila vprašanja, ampak bi želela čestitati za današnje predstavitve, res iskreno čestitati za ta dogodek danes in za vse vsebine, ki jih izvajate. Verjetno gremo danes domov polni motivacije. Vprašanja pa bodo najbolj sledila potem, ko se bo kdo od nas lotil kakšne zadeve, ki ste jo danes predstavili, pa je še ne delamo. Hvala. Hvala, dragica, za prijaznost. Jaz bi pa omenila še nekaj, sej partnerstvo pa sodelovanje, to veste, da jaz ponavljam zdaj že skoraj 33 let. V srednje območne knjižnice imamo pravzaprav tudi eno tako nalogo, da predstavimo svoje delovanje drugim osrednjim knjižnicam v svoji regiji. Zato bomo pravzaprav vsi kolegi, ki smo tukaj bili veseli, če nam bodo osrednje območne knjižnice kdaj povabile, pa naredimo kakšen izbor predstavitev, tudi za vse ostale osrednje knjižnice in tudi za vaše zaposlene, ki se seveda zaradi drugih dolžnosti niso mogli udeležiti današnje predstavitve. Hvala. No, kar izvolite. Tukaj imate zdaj cel kup različnih
vsebin, na katere lahko postavite še kakšna vprašanja, ali bi radi šli domov. Ne? Prav, ok. Ja. Še enkrat hvala kolegom in kolegicam, ki ste predstavili svoje delo. Hvala vsem kolegom in kolegicam za pripravo in izvedbo tega dogodka, to je bil kar zajeten zalogaj. Predstavitve tele vse boste dobili po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Pri izhodu vas prosim, da oddate v škatlo evalvacijske vprašalnike in vzamete potrdila udeležbe. Kaj pripravljamo za vas v letu 2018? Ana, ne boste še kršli. 4. posvetovanje Knjižnica Srce mesta, ki ga bomo združili s praznovanjem 70. obletnice Pionirske centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Vsi tisti, ki se želite udeležiti vodenega ogleda po knjižnici Zalog, ste vabljeni zdajle takoj pred vhod v knjižnico. Vsem pa želimo seveda srečno pot domov in vidimo se čez 2 leti na aprilovem MKL 2019. V imenu Mestne knjižnice Ljubljana se vam prav lepo zahvaljujem za vašo pozornost.